Spoštovani vsi navzoči, dragi bratje in sestre v Kristusu. V cerkvi bomo jutri praznovali god Device Marije Kraljice, en teden po prazniku Marije Vnebovzete. Tako se danes skupaj s preteklim praznikom oziramo v nebo, v nebesa, kjer je naša nebeška Mati Marija in kjer je tudi cilj vsakega od nas, da bomo dokončali svojo življenjsko pot. To ne pomeni, da smo zaradi pogleda proti nebesom daleč od življenja in skrbi tega sveta. Ravno obratno, ravno zaradi tega jasnega cilja, zaradi naše vere in povezanosti z Bogom, se lahko dotaknemo prav vsake bolečine, vsakega dogajanja in vsakega delčka naše osebne in narodove zgodovine. Zaradi pogleda k Bogu, zaradi povezanosti z Marijo v nebesa vzeto in kraljico vsega stvarstva, smo lahko realisti in se ne bojimo ničesar, saj nam je Gospod blizu. Danes večer darujemo v naši stolni cerkvi svetomašo prav poseben namen za žrtve zločinskih režimov. V nedeljo je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, saj je leta 2009 Evropski parlament 23. avgust razglasil za Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na ta dan je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov med nacionalsocialistično Hitlerjevo Nemčijo in komunistično Stalinovo Sovjetsko zvezo. Posledice zlitja teh dveh zločinskih totalitarizmov in vsakega posebej so bili na desetine milijonov umorjenih ljudi in neizmerno trpljenje preživelih in mučenih ter ustrahovanih ljudi. Kaj so ti satanski režimi povzročili človeštvu? Drugo svetovno vojno, revolucijo, milijone smrti in neznansko uničenje. Vpeljali so ideologije, ki še danes uničuje ljudi in stvarstvo. Naredili so taborišča, Treblinko, Auschwitz, sibirske gulage, holodomor v Ukrajini, Gonars, Rab, pri nas Teharje, Fardrenk, Rog, Hudo jamo, Macesnovo gorico in še mnoge druge kraje trpljenja. V narode so vsekali rane, ki še vedno krvavijo, ki še vedno bolijo. Koliko je bilo razbitih družin, strahu in sovraštva med sosedi, uničenih in pokvarjenih duš. Brat in sestre, lahko smo hvaležni za možnost, da nas spomin in bolečino postavimo na daritveni oltar pred Boga. V ponižni molitvi želimo prositi Gospoda za usmiljenje, za pomoč v vseh medčloveških odnosih in za blagoslov ljudem v naši družbi. Brez molitve in prošnje k Bogu bi bile naše zgolj človeške misli zelo krhke in nemočne. Z molitvijo in sveto mašo pa postavljamo pred vsemogočnega Boga, stvarnika nebes in zemlje, stvarnika vseh ljudi, dobrih in slabih, ta naš spomin in vso našo situacijo. Pred Gospoda lahko položimo bolečino, jezo, obtožbe, nerazumevanje situacij, nemočne dolžnih, sovraštvo zločincev, ujetost in nemoč krvnikov, hrepenenja, sodbe, pravične in nepravične situacije, neodgovorjena vprašanja, zakaj je Bog to dopustil. Brat in sestre, vse, kar nam leži na duši ob spominu na dogajanja v totalitarnih in avtoritarnih časih, lahko damo pred Boga. Vemo, da je za ta občutja
in neodgovorjena vprašanja, vsemogočni Bog, dobri Oče in pravični sodnik, pravi in zadnji naslov. Vedno znova se sprašujemo, zakaj je Bog to dopustil? Zakaj se še danes dogajajo krivice in zlo med ljudmi zaradi ideologije komunizma? Tiste velike krivice na svetu in družbi in tudi tiste krivice v ozkih krogih ljudi. O skrivnosti zla nam zelo jasno spregovori Božje zavetje. Besede Svetega pisma že čisto na začetku govorijo o nevošljivosti do sreče človeka v odnosu do Boga. In v tem je hudi duhu sejal dvom in nezaupanje. Po navdihu hudega duha se je človek uprl Bogu in povzročil nepopravljivo škodo. S tem dejstvom hudega duha in njegovim vplivom moramo resno računati, kot nam o tem govorijo mnogi cerkveni učitelji. O tem nam pričajo tudi mnoga grozodejstva v zgodovini človeštva, ki se jih človek sam skoraj ne bi mogel izmisliti. Ob tem človekovem padcu pa nam Gospod prihaja naproti. Že takoj v raju je obljubil zmago nad zlom, da bo žena strla kači glavo. Potem pa je v zgodovini človeštva posebej oblikoval izvoljeni narod, da bi preko njega in svoje ljubezni prišel kot odrešenik do vseh ljudi. V prvem berilu, ki je prav slučajno danes redno dnevno berilo, smo slišali o videnju preroka Ezekijela. Gospod ga je postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti, ki so bile zelo suhe, kot pravi berilo. Nad njimi so gospodovali veter in sonce in pozaba. Kot bi gledali kosti ljudi, ki so bili sežgani v krematorijih, kosti iz koncentracijskih taborišč, rudniških jaškov, tankovskih jarkov in kraških brezen. Kosti, ki so v gajbicah v Škofji Loki, za katere upamo, da bodo kmalu dostojno pokopane na ljubljanskih Žalah. Potem pa je prišla Gospodova roka, ki preroka pelje ven, v sredo te doline in mu naroči, naj spregovori. Naj spregovori Gospodovo besedo, naj prerokuje. Gospod mu naroča, da prerokuje v Božjem imenu. Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam svojega duha v vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi. Vsa grozodejstva fašizma, nacizma in komunizma, vseh totalitarnih režimov predstavljajo deželo smrtne sence in dolino mrtvaških kosti. Sam Jezus je prišel na goro Kalvarijo, na goro Lobanje, kjer je sam trpel, umrl in bil v grob položen. Sam je stopil v to smrtno senco, v to temo in med kosti. Ko je bil pred trpljenjem in se od strahu tresel v tej temi, je sprejel nase trpljenje vsega človeštva. Pretrpel je trpljenje in smrt, ki je nam prinesel luč odrešenskega, vstajenskega odrešenja. Prav to temo, prav to temo človeka vstopa Jezus, da bo z nami kot čudoviti svetovalec, močni Bog, Oče na veke in knez miru. Bratne in sestre, nas vse to povabi, da bi izkoristili svoje preroško dostojanstvo, ki smo ga prejeli pri krstu, da bi mi ponavljali Jezusove besede pred ljudmi. Daj nam 10 zapovedi, govori nam svoj govor na gori, z vsemi blagami. Za nas moli svojo veliko duhovniško molitev nas uči, da bi bili eno.
da bi se nihče ne izgubil, da bi se ljubili med seboj. Brati in sestre, govorimo in oznanimo te Jezusove besede, prilično ali neprilično, ob vsaki priložnosti. Prav to smo povabljeni. Sami pa vedno znova poslušamo te Jezusove besede, veliko se z Jezusom pogovarjamo v molitvi, da bomo mogli vstopiti v njegov način razmišljanja, v evangeljsko razmišljanje, ki gradi civilizacijo ljubezni, kot je rekel papež sveti Pavel VI. V današnjem evangeliju je nekdo od farizejev Jezusu postavil vprašanje: Učenik, katera je največja zapoved v postavi? Jezus pa je zelo preprosto ponovil svetopisemske besede: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. Druga pa je neenaka: ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Zveni zelo preprosto. V vsakdanjem življenju pa vidimo, da izvrševanje teh dveh zapovedi potrebujemo Božjo pomoč. Potrebujemo Svetega Duha. Vedno znova moramo to slišati in se tudi med seboj podpirati v tej molitvi. Brati in sestre, naš dar temu svetu naj bo naše pričevanje ter oznanjevanje evangelija, prinašanje Boga in usmiljenega Božjega usmiljenja v ta razkristjanjeni svet. Naj bo to naša molitev in odgovor v veri na mnoge stiske in krivice, ki so se zgodile in se še dogajajo. Gospod blaguje tiste, ki delajo za mir, ki bodo postali zaradi tega Božji sinovi. Naj nam podare vedno modrost in moč, da bi delali za mir, ter da bi iskali resnico, ki bo nas in naš narod osvobodila. To ne pomeni, da bi pozabili na žrtve in zločine spregledali, da bi pozabili na zlo, ki se vedno dogaja v svetu. Zla in zločinov se zavedamo, jih obsojamo in hkrati čutimo težo vsega hudega. To nas uči in spodbuja, da je to zlo treba z Božjo pomočjo premagovati. Zato se želimo truditi tudi z današnjim spominom in svetomašo, da bi premagovali sovraštvo, da bi premagovali zidove in prepreke, ki ljudi ločuje med seboj. Potrudimo se, da bi med ljudmi vladala ljubezen in spoštovanje, ne le pri nas, temveč povsod po svetu, kjer so vojne in sovraštvo. Za zaključek uporabimo besede svetega Pavla, ki nas spodbuja: nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo zahvaljevanjem. In mir Božji, ki presega vsak um, bo varoval vaše srce in vaše misli v Jezusu Kristusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj kreposto in hvalevredno, vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Amen.